predstavitvi znanstvene monografije dr. Andreje Valič-Zver z naslovom Demos, slovenska osamosvojitev in demokratizacija. Posebej pozdravila evropskega poslanca dr. Milana Zvera, veleposlanika Združenih držav Amerike v Sloveniji gospoda Josefa Musomelija, nekdanjega obrambnega ministra v času Demosove vlade gospoda Janeza Janšo, nekdanjega predsednika državnega zbora dr. Franceta Cukjatija. Torej, danes bomo spregovorili nekaj besed o knjigi Demos, slovenska osamosvojitev in demokratizacija, katere založnika sta Študijski center za narodno spravo in zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Knjiga je izšla v zbirki Studija historika Slovenika, izdajajo Znanstveno-raziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča v Mariboru, glavni urednik zbirke pa je profesor dr. Darko Friž. Uvodoma mogoče nekaj poudarkov iz knjige. Dr. Andreja Valič-Zver v znanstveni monografiji pojasnjuje vlogo in pomen demokratične opozicije Slovenije, torej Demosa, kot akterja demokratičnih sprememb na slovenskem političnem prizorišču. Analizira različne dejavnike in okoliščine, ki so vplivali na oblikovanje, delovanje in razpustitev Demosa, ter predstavi njegovo vlogo v procesu oblikovanja samostojne Slovenije. V prvih 4 poglavjih avtorica obravnava ključne pojme, koncepte, definicije in teoretične pristope o nacionalizmu, o demokraciji in demokratizaciji. Sledi poglavje o zgodovinskih mejnikih oblikovanja slovenske nacionalne identitete in sicer od razsvetljenstva do razpada Jugoslavije. Poglavje z naslovom Slovenska pomlad, projekt demokracije in nacionalne emancipacije, avtorica piše o obdobju liberalizacije, razcvetu civilne družbe, ustavnih spremembah in procesu proti četverici. To je bilo obdobje, ko so začele nastajati prve stranke oziroma tako imenovane zveze in ko so se preoblikovale družbeno-politične organizacije. In nenazadnje je bilo to obdobje, ko sta na eni strani nastali Majniška deklaracija in na drugi strani temeljna listina Slovenije. Osrednji del knjige je seveda namenjen Demosu. Avtorica nameni posebno pozornost dr. Jožetu Pučniku, predstavi priprave na volitve, analizira predvolilne programe, volitve kot take in njihov rezultat leta 1990. Piše tudi o oblikovanju Demosove vlade ter njenem odnosu do predsedstva Republike Slovenije. Analizira vlogo Demosa v pripravah na plebiscit in osamosvojitev ter piše o obrambni vojni za Slovenijo. Politične, gospodarske in socialne spremembe v drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja, ki so pripeljale do sprememb družbeno-političnega sistema, seveda niso zaznamovale samo Slovenije, ampak tudi širši mednarodni prostor, na kar opozarja tudi avtorica. Posebno poglavje je namenjeno slovenskim izseljencem ter njihovi vlogi pri osamosvajanju in demokratizaciji Slovenije. V zadnjem poglavju pa avtorica piše o samorazpustu Demosa, ki se je zgodil zaradi krize v koaliciji konec decembra 1991. Avtorica je pripravila tudi posebno anketo o takratnih dogodkih. V sodelovanju je povabila pomembnejše člane Demosa, voditelje vseh 9 strank, ki so bile izvoljene v prvi parlament, predsednika parlamenta, predsednika vlade, predsednika in člane slovenskega predsedstva. Ta anketa je z analizo rezultatov objavljena v knjigi. Želela bi povedati, da je ob 20. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji leta 2010 Študijski center pripravil razstavo in sodeloval na posvetu. Razstava je med drugim gostovala v Evropskem parlamentu in v nekaterih krajih po Sloveniji, en delček predstavljamo tukaj. V prepirju pa si lahko pogledate razstavo z naslovom Slovenci po svetu v času osamosvajanja, ki jo je pripravilo Izseljensko društvo Slovenija v svetu. Knjigo o Demosu zaključuje razmišljanje recenzentke dr. Tamare Griser-Pečar z naslovom Ključni prispevek za razumevanje prelomnega obdobja. Vabim jo, da ga predstavi. V zavesti Slovencev osamosvojitev še vedno ni na tistem mestu vrednostne lestvice, na katerem bi jo pričakovali,
saj so se Slovenci že vse od pomladi narodov trudili za združitev in za določeno samostojno odločanje o svoji usodi. Tudi šola se temu poglavju premalo posveti. V javnosti pa smo celo priča potvarjanju zgodovine. Pojavljajo se simboli pretekle totalitarne države in vrstijo se trditve, da so se že OF in partizani borili za samostojno Slovenijo, kar ni v skladu z dejstvi. Komunisti, ki so vodili NOB, so se borili za prevzem oblasti. Za dosego tega cilja so zlorabili upor. O osamosvojitvi Slovenije takrat ni bilo govora. Andreja Valič-Zver v svoji temeljito predelani in aktualizirani disertaciji dodala je namreč še obsežno literaturo, ki je šla po nastanku disertacije, upoštevala pa je tudi arhivsko gradivo, ki je bilo postalo dostopno šele v zadnjih mesecih. Torej, najprej teoretsko opredeli in definira pojme, na katerih raziskava temelji, potem pa prikaže in analizira sile, ki so doprinesle k osamosvojitvi in tukaj v prvi vrsti nastanek, delovanje, vlogo in pomen Demosa, torej demokratične opozicije v Slovenije, ki je bil ustanovljen novembra 1989 in je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika združila različne zveze z namenom, da nastopijo skupaj na volitvah. Časovno monografija sega do leta 1992, ko seveda še ne moremo govoriti o ustaljeni demokraciji, saj korenite sistemske spremembe potrebujejo vsaj eno generacijo, če že ne več, so pa že od vsega začetka vidni napredki v smeri določene liberalizacije. Avtorica najprej postavi dogajanje v Sloveniji v zgodovinski prostor od razsvetljenstva naprej, potem idejami Združene Slovenije, ki so krepile nacionalno identiteto, do okupacije in revolucionarnega nasilja, prevzema oblasti leta 1945, čas komunističnega totalitarizma, pa vse do razpada komunistične Jugoslavije. Potem pa seveda postavi borbo za osamosvojitev in neodvisnost v širši mednarodni aktualni politični prostor, torej v obdobje konec 80-ih, začetek 90-ih let, ko se Evropa začenja korenito spreminjati. Razlogov za te spremembe je bilo več, predvsem so na to vplivali težnje, je vplivala ekonomska situacija vzhodnega bloka, predvsem tudi Sovjetske zveze, pa vedno večji poudarek vrednot, na katerih temelji Evropa v širši javnosti, tudi v vzhodni Evropi. Tukaj je potrebno omeniti dogajanje na Poljskem, sindikat Solidarność, potem delovanje poljskega papeža Janeza Pavla II., predvsem pa tudi spremembe v Sovjetski zvezi od leta 1985 naprej, ko je bil generalni sekretar komunistične partije Sovjetske zveze Mihail Gorbačov. Pomembno vlogo pa so igrali tudi ameriški predsednik Ronald Reagan, nemški kancler Helmut Kohl, nemški zunanji minister Hans-Dietrich Genscher. Vloga Nemčije v mednarodnem svetu se je spremenila, prišlo je do združitve obeh Nemčij. Nemčija je prej kot druge države Evropske unije podpirala osamosvojitev. Če vsega tega ne upoštevamo, seveda potek dogodkov v Jugoslaviji oziroma Sloveniji ne moremo razumeti. Kot poudarja avtorica, se je, citiram, slovenska oblastna elita znašla med kladivom in nakovalom. Na eni strani je bila ekonomska in socialna kriza vedno močnejša, velikosrpska Miloševićeva oblast, proces proti petlerici, na drugi strani pa vedno številna civilna družbena gibanja, ustanavljanje opozicijskih skupin, izstop vidnih intelektualcev iz Zveze komunistov in tako naprej. Liberalizacija ni pomenila
da so bile sile komunistične kontinuitete pripravljene se oblasti odpovedati, šlo je bolj za, kot poudarja Andreja Valic-Zver, reševanje lastne kože. Komunistična stranka se je taktično prilagajala novo nastali situaciji zaradi zahtev po demokratizaciji in številnim izstopom članov. Medtem ko so še leta 88 in 89 govorili o nestrankarskem pluralizmu, isti slogan se ponavlja vedno znova pri tistih, ki nasprotujejo demokratizaciji družbe, torej pluralizmu na političnem in medijskem prostoru, je končno delegacija slovenskih komunistov zaradi veliko srbskih teženj zapustila 14. izredni kongres Zveze komunistov Jugoslavije in se potem na začetku leta 90 prvič preimenovala v Zvezo komunistov Slovenije, Stranka demokratične prenove. Po monografiji obravnavanem obdobju se je potem stranka preimenovala še dvakrat, leta 1993 v Združeno listo socialnih demokratov, leta 2005 v Stranko socialnih demokrati, predno je po vstopu v Evropsko unijo naenkrat pristala v Evropskem parlamentu v skupini socialnih demokratov, ki so po svoji orientaciji protikomunistično usmerjeni. Stara nomenklatura je taktično dobro delovala, izvedla je prve reformne procese, tako ustavne spremembe in volilno zakonodajo leta 1989 in je zaradi tega pri volitvah aprila 1990 obdržala vpliv predsedstvu Republike Slovenije, kar je bilo za opozicijo resnično negativno presenečenje, v skupščini pa je dobila oblast Demosova koalicija. Med silami kontinuitete in zmagovalci, tako imenovano pomladno stranjo, sodelovanja domala ni bilo. Pravzaprav so sodelovali samo dvakrat, ko je šlo za plebiscit in v času 10-letne vojne leta 1991. Že februarja 1989 je propadel poskus oblikovanja enotne deklaracije. Oblikovala sta se dva nekompatibilna narodno-politična programa, kot poudarja avtorica, namreč Majniška deklaracija in temeljna listina. Majniška deklaracija je vsebovala zahteve o samostojni državi, samoodločbi, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter demokraciji, torej tudi večstrankarskim sistemom. Za vodjo Demosa Jožeta Pučnika je bila Majniška deklaracija mejnik na poti iz enoumja v demokracijo. Medtem ko je temeljna listina hotela ohraniti jugoslovanski državni okvir in samoupravni socializem. Ko je šlo za temeljne reforme, ki jih je izvajala Demosova vlada, te stare sile, ki so se po volitvah znašle v opoziciji, niso sodelovale, torej niso bile državotvorne. Bile so sile kontinuitete in ne prevrata. Tako opozicija ni podprla zakon o obrambi in obrambni del v proračunu ter zakon o vojaški dolžnosti. Avtorica pride do zaključka, da je prišlo spomladi 1991 do vidnega razkoraka prav zato, ker je šlo na eni strani za odločitev za suvereno državo z lastnimi oboroženimi silami, kar je bilo stališče Demosa, na drugi strani pa za navidezno operetno osamosvojitev, kot jo ona imenuje, kar je bil koncept opozicije. Demosova vlada je spremenila odnos do zamejstva in Slovencev po svetu in avtorica opisuje neprecenljivo vlogo, ki so jo imeli pri osamosvojitvi Slovenije, in to ne samo Slovenci v Avstriji in Italiji, temveč Slovenci povsod po svetu. Intenzivno so spremljali dogajanje, organizirali demonstracije, zborovanja in druge prireditve, poročali politikom in medijem in so oblikovali javno mnenje v državah, v katerih so živeli. Slovenci po svetu so odpirali tudi hod do vplivnih politikov. Seveda se je opozicija, ki se je potem združila v Demos, posluževala tudi obstoječih
sorodnih strankarskih organizacij oziroma njihovih povezav, kar velja predvsem v Evropi. Od vsega začetka pa so bila trenja tudi v Demosu samem, saj je to bila koalicija zelo različnih ljudi in stališč. Avtorica je želela narediti anketo med ključnimi osebnostmi obravnavanega časa, tako na strani Demosa kot na strani kontinuitete, vendar zadnji niso želeli sodelovati, kar je na nek način zelo sporedno. Rezultati ankete tistih, ki so sodelovali, so pokazali, da je bil najbolj uspešen projekt Demosa osamosvojitev. Šele potem sledi demokratizacija in vzpostavljanje pravne države ter sprejetje nove ustave. Najmanj uspešen pa je bil Demos na socialnem področju. Anketa tudi kaže, da vloga opozicije ni bila konstruktivna. Za razpad Demosa so sodelujoči navedli različne vzroke, med njimi pa poudarili predvsem trenja oziroma rivalstvo med politiki in strankami, pa tudi, da so bili konflikti uvoženi od zunaj. Osrednja osebnost Demosa je bil, tako anketa, dr. Jože Pučnik. Avtorica citira Franceta Bučarja, ki je v intervjuju z njo dejal: brez Demosa osamosvojitve ne bi bilo. Monografija doktorice Andreje Valič-Zver je ključnega pomena za razumevanje prelomnega obdobja v letih 1989 do 1992. In je čestitam za to. Hvala lepa doktorici Tamari Grisar-Pečar. Vabim avtorico knjige, doktorico Andrejo Valič-Zver, da nam predstavi svoje razmišljanja in ugotovitve. Hvala lepa, dr. Matej Čoh-Kladnik in pa dr. Tamari Grisar-Pečar za njune besede, za pomoč pri tej predstavitvi in tudi sicer bi se rada seveda na začetku najprej zahvalila vsem, ki ste danes tukaj in vsem, ki ste me podpirali na moji poti do te knjige, ki je zdaj tukaj pred nami. In je bila pot do te knjige pravzaprav v resnici kar precej trnova in strma, ampak zdaj smo nekako na cilju, verjetno je to samo etapni cilj, tako si jaz to predstavljam. Torej, hvala vsem, posebej bi rada pozdravila tukaj med nami tudi poleg vseh že naštetih profesor dr. Janka Prunka, ki je pravzaprav nek način krivec za to, kar je tukaj pred nami, in pa profesor dr. Matjaža Klemenčiča, ki mi je seveda na tej moji poti zelo dobro svetoval, zlasti v tistem delu, ki se tiče izseljencev in zamejcev in kako so pravzaprav vplivali na začetke naše državnosti. Žal mi je, da med nami zaradi objektivnih razlogov obveznosti na fakulteti ni profesor dr. Darka Friša, ki je bil sicer napovedan in jaz seveda tudi med tistimi, ki sem jim najbolj hvaležna. No, med njimi so seveda tudi moji sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, pa Znanstveno-raziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča iz Maribora, ki je tudi sodeloval pri izdaji te knjige. Pa seveda, poleg mojih dragih domačih, tudi vsi, ki so na tak ali drugačen način pripomogli k izidu tega dela. Seveda ne smem pozabiti tudi na dr. Lovra Šturma, ki se je prav tako za današnjo predstavitev opravičil. Torej, meni zelo ljub francoski zgodovinar Marc Bloch pravi v svoji znani knjigi o pasteh zgodovinarjevega poklica, da naj zgodovinar pripoveduje o težavah, o zadregah, s katerimi se srečuje pri svojem delu. In tale knjiga, to delo, ki temelji, kot je dr. Kladnikova povedala, na moji doktorski dizertaciji, ki sem jo zagovarjala na Mariborski univerzi, je naletelo na mnoge težave, mnoge prepreke, mnoge ovire.
ne bomo danes mnogo v njih, ker je pač slavnostni trenutek, ampak vendarle, mogoče bo dr. Prunk kasneje tudi kaj o tem. Ko sem leta 2006 na njegov predlog se začela ukvarjati s to temo, znanstveno raziskovalno temo, seveda si še v sanjah nisem mislila, da bo naletela na res na take probleme, da je pravzaprav moja teza, da je bil Demos tisti, ki je najbolj zaslužen, ki je glavni akter slovenske demokratizacije in osamosvojitve, pravzaprav, bom rekla, res naletela na nerazumne odzive. Včasih sem si mislila, da to pa vendarle toliko let po nastanku slovenske države ni mogoče. Ampak se je dogajalo in se je zgodilo tudi to, da sem, bom rekla, tik pred zagovorom doktorata na eni fakulteti naletela na blokado in se prepisala na drugo fakulteto, še enkrat plačala iz svojega žepa študij in potem, bom rekla, mogoče prvasto vendarle dokazala to svojo tezo. In zdaj tukaj je, na prepihu, verjetno bodo odzivi taki in drugačni, od tistih, bom rekla, navdušenih, do tistih, ki bodo rekli, sej govoriš pa pišeš traparije. Pripravljena sem na vse in pripravljena sem na eno kulturno debato, za katero mislim, da jo v slovenskem prostoru mnogokrat pogrešamo. Kulturno in argumentirano debato. No in sedaj, morda na kratko, nekaj mojih misli, nekaj mojih razmislekov ob izdaji te knjige. Jaz sem te sklepne moje misli naslovila, družili so jih isti cilji, interesi, vrednote in pričakovanja. Čeprav boste morda rekli, sej ni bilo čisto tako, ampak ponujam kot izziv to misel. No in to moje delo izhaja skoraj četrt stoletja po nastanku Demosa, mimogrede tudi današnji datum predstavitve ni izbran kar tako naključno. Vsi tisti, in večina vas je takih, ki pomnite tiste čase, veste, da je bil začetek aprila 1990 prelomen, da so bili to na nek način čudoviti časi, da je bila slovenska pomlad v zraku, na višku in da so se 8. aprila zgodile volitve 8. aprila, nedelja. Morda, seveda, jih lahko označimo kot demokratične, svobodne, prve po letu 1945, čeprav seveda z mnogimi pridržki, ampak o tem mogoče kasneje. Vendarle pa je prav, da se spomnimo, da je 8. aprila 1990 na volitvah zelo nepričakovano zmagala koalicija Demos in da je prevzela oblast. To, kar je Pučnik že v svojem znamenitem nastopu, prvem nastopu pred novinarji napovedoval, tu smo zato, da prevzamemo oblast in so se jasno novinarji v prvih vrstah dregali in smejali, o tem piše Pučnik v svojih tekstih, češ, vse to se sploh ne bo zgodilo. Ampak gledajte, zgodil se je pravzaprav na nek način, lahko bi rekli, zgodovinski čudež. Torej, brez Demosa bi se kolo slovenske zgodovine, novejše slovenske zgodovine vrtelo drugače. No in ta knjiga izhaja v času, ko je pravzaprav zgodovinska oddaljenost tudi že dovolj velika, da lahko interdisciplinarno, na nek način vsestransko in na podlagi raznovrstnih virov objektivno proučimo dogajanje, ki v slovenski znanosti, to pa moram reči, še ni bilo deležno dovolj velike pozornosti. Bolje odmevno v politični publicistiki in pa seveda v dnevni politiki. Konec koncev je večina akterjev takratnega dogajanja, mnogi med njimi tudi še tukaj med nami. Ampak če ni celovite znanstvene osvetlitve dogajanja, so verjetnejša manipulativna zgodovinska tolmačenja. In naloga vsakršne zgodovinske analize pa je, da se dokoplje do znanstvene resnice. To ne velja samo za zgodovinsko analizo, za vsakršno znanstveno analizo. In v tem delu dokazujem pač eno od njih, to je, da, kot sem že rekla, je bil Demos glavni akter osamosvojitvenih in demokratizacijskih procesov v Sloveniji. No in kot sta dejali moji kolegici, so številni dogodki takratnega obdobja v knjigi analizirani in to v jasnem teoretičnem in pojmovnem okviru. Meni je bilo še posebej pomembno, da nekako
povzamem številne teoretične pristope, res jih je mnogo, ki proučujejo narod, nacionalizem, demokracijo, demokratizacijo. Torej, to so obsežna poglavja, ki mislim, da jim zaenkrat ni para v slovenskem prostoru. Med drugim uporabljam razdelitev faz demokratizacije po Samuelu Huntingtonu, ki govori o liberalizaciji, tranziciji in konsolidirani demokraciji. Torej, za Demos lahko govorimo, da je deloval v prvih dveh. Analizo delovanja akterjev navezujem na to določanje načina slovenskega demokratičnega prehoda. In sicer Huntington in pa drugi znani družboslovec Linz definirata 3 glavne tipe prehoda, demokratičnega prehoda. Transformacijo, ta predpostavlja, da prehod vodi stara elita. Potem zamenjavo ali rupturo, ki predpostavlja, da prehod vodi nova elita. In tretji tip transformacije, to pa je v angleščini tako imenovani transplacement, ki predpostavlja sodelovanje obeh elit v demokratičnem prehodu, se pravi prehodu iz totalitarnega v demokratični sistem. No in moja trditev je, da pač na podlagi analize primarnih zgodovinskih virov o dejanskem dogajanju v obravnavanem obdobju, analize vsebine programskih dokumentov, analize usmerjenih intervjujev z anketo teze o čisti transformaciji, torej v slovenskem primeru ni mogoče potrditi. Se pravi, to, da bi spremembe vodila stara elita, to enostavno ne drži. Stara elita v obravnavanem obdobju ni bila enakovredna pobudnica, niti ni bila pobudnica najtemeljitejših reform, ki so bile in so pogoj za prelom. Po drugi strani tudi zmanjka argumentov za potrditev preloma. Kot vemo, je stvarnost navadno precej bolj zapletena, kot pa so zgolj te teoretični koncepti. In to velja tudi za analizo delovanja političnih akterjev slovenskega demokratičnega prehoda. Na demokratizacijske procese so delovali različni akterji, mnogi subjekti, novi civilno-družbeni, katerih jedro je kasneje predstavljala demokratična opozicija Demos. Deloma pa tudi stari, zlasti njihov, bom rekla, bolj liberalnejši del znotraj tako imenovanih družbeno-političnih organizacij. Prve reformne procese je, ampak to moram poudariti, pod pritiskom nove politične javnosti izvajala še stara nomenklatura. Tukaj imamo v mislih tiste ustavne spremembe septembra 1989 in prvo spremenjeno volilno zakonodajo konec leta 1989. Po prevzemu oblasti na prvih demokratičnih volitvah pa je temeljite reforme, ki so spremenile značaj sistema, to se pravi iz nedemokratičnega v demokratičnega, vodila in izvajala Demosova oblast. Razen redkih izjem, izrazitega pakta, torej sodelovanja med obema elitama, ki bi označeval način prehoda v Sloveniji, ni bilo. Nasprotno, v mnogih primerih je stara elita delovala zaviralno. Tako recimo v primeru razoroževanja slovenskih oboroženih sil v okviru teritorialne obrambe, najnovejši dokumenti dokazujejo svojevrstno kolaboracijo z jugoslovansko vojaško in politično oblastjo. Vsekakor stare komunistične nomenklature ni mogoče označiti za dejavnika demokratičnega prehoda. Tako z razvojnega vidika lahko ta slovenski prehod označimo s pojmom transplacement, ki predpostavlja, da so bile reforme sprejete pod staro in novo politično oblastjo. Ampak opozarjam, da je treba ta termin razumeti pogojno, ker je jasno, da je bil delež za modernizacijo družbenih in političnih struktur pri novih političnih silah bistveno večji. Celo več, stara nomenklatura je zavirala spremembe, saj so ogrožali njen položaj. Zato je sprejela predvsem tiste, ki so bile sicer nujne, ampak jih je morala dovoliti zaradi javnega pritiska. Zadostne reforme je sprejela in izvajala šele nova, demokratična Demosova oblast. Mi pa mogoče trditi, da je nova opozicija za tako imenovano skupno mizo ali pa okroglo mizo, to je termin, ki se pač uveljavlja v literaturi, torej, da je skupaj z vladajočo zvezo komunistov ta nova politična
torej opozicija, institucionalno sodelovala pri reformnih prizadevanjih. Tako imenovana Smoletova okrogla miza, ki naj bi pomenila nekakšen pakt med staro in novo elito, to se pojavljajo trditve v strokovni literaturi, torej to ni bil pakt, to ni bil tak gladek prehod v demokracijo, kot je bil recimo model, ki je uspel na Poljskem, Češkem, Češko-Slovaškem in Madžarskem. V Sloveniji ni uspela, trajala je samo nekaj tednov in se je zaključila, ko je Pučnik rekel dovolj. Pravi prelom predstavljajo šele prve demokratične volitve leta 90. Stara elita je, kot že rečeno, do takrat sprejela nekatere reforme, ampak še enkrat poudarjam, te reforme so bile rezultat pritiska nastajajoče se slovenske demokratične javnosti. Ko pa je demokratična opozicija prišla na oblast in začela s temeljitimi reformami, stara politična elita, ki je bila potem v politični poziciji, pri njih ni konstruktivno sodelovala. Se pravi, da res ne moramo govoriti o nekem paktu. Delni izjemi sta samo plebiscit in pa vojna za Slovenijo, ampak še tam je šlo bolj za tehnično sodelovanje v sklepnih fazah obeh dogodkov. Ob plebiscitu je prišlo do sodelovanja med Demosom in opozicijo v času izvedbe, medtem ko je na začetku v prvem sprejemanju zakona stara elita nasprotovala. Vse bolj se je namreč zastavljalo vprašanje, ali naj bo osamosvojitev dejanska, se pravi z vsemi lastnostmi države, vključno z lastnimi oboroženimi silami, ali pa le navidezna, tako imenovana, kot je že dr. Biserjeva dejala, operetna osamosvojitev. In ta nasprotja so se najbolj odrazila, kot že rečeno, ob sprejemanju potrebne zakonodaje v Republiški skupščini. Ključne odločitve so bile takrat sprejete z odločilnimi glasovi Demosovih poslancev. Zakon o proračunu, obrambni del, zakon o obrambi, zakon o vojaški dolžnosti. Vidni člani opozicije so takrat nasprotovali tudi v javnosti. In tukaj imamo takratnega obrambnega ministra Demosove vlade, ki je šel recimo ob obrambi zakona o vojaški dolžnosti, če se ne motim, 138krat za govornico, zato da je zakon obranil. Če tega ne bi bilo, pač ne bi imeli slovenske vojske in kaj bi se potem dogajalo. Zgodovinarji nismo jasnovidci, tega se izogibamo, ampak vendarle, puščam odprto. Torej, čiste rupture, čistega preloma v Sloveniji pa ni bilo, ker je stara elita vendarle izvedla nekatere za nadaljnjo demokratizacijo nujne reforme. Pa tudi zaradi tega ne, ker se je v Sloveniji, če gledamo v celoti, v različnih družbenih podsistemih zamenjal premajhen del elit. Dr. Frane Adam v neki svoji raziskavi pravi, da se je zamenjalo komaj 20% elit, torej 80% elit je ostalo na svojih mestih. Za rupturo, torej za prelom, bi moral biti pa izpolnjen osnovni pogoj, to je za ustrezna cirkulacija in rotacija elit, kar sicer ne pomeni, kot so se nekateri bali, radikalne zamenjave vseh vodilnik, ampak tolikšno zamenjavo, da demokratične spremembe ne bi bile ogrožene. Stari kadri seveda niso imeli interesa za spremembe. In nova elita je zasedla v glavnem le tiste najbolj izpostavljene politične funkcije v družbenih podsistemih, ki so odločilni, pa jih ni bilo. Torej, slovenska pomlad ni predstavljala samo gibanja za demokracijo, ampak tudi za nacionalno emancipacijo. Proti koncu 80-ih let so Slovenci vedno bolj verjeli v samostojnost, v oblikovanje lastne države in ta temeljni miselni in konceptualni prelom se ni kazal samo v javnem razpoloženju, ampak tudi na intelektualni sceni. Zato do tedaj prevladujoče marksistične razlage naroda in nacionalnega je dokončno potrdil novi nacionalni program, ki je bil oblikovan, kot vemo, v 57. številki Nove revije. Postal je sestavni del političnega programa porajajoče se opozicije in kasneje ena od Demosovih ključnih prioritet. Poudarjam, da se je meni zdelo izredno pomembno, da za raziskavo vloge Demosa dobro proučim zgodovinske okoliščine.
Dejstvo je, da pomembni procesi v 80-90 letih niso vzniknili sami od sebe, niso nastali iz nič, ampak imajo globoke družbene razloge. Kriza, ki jo je porajal neučinkovit jugoslovanski gospodarski sistem, se je takrat, kot vemo, raztezala na vsa področja. In poleg tega so v ospredje vedno bolj prihajale te nerazrešene težave v odnosih med jugoslovanskimi narodi in zelo jasne namere največjega naroda, da utrdi centralizem in unitarizem, sve na čelu z Slobodanom Miloševićem. In ljudje so kazali pripravljenost, da za spremembe tudi nekaj žrtvujejo, nekaj naredijo, čeprav so se s tem izpostavili tveganje. In vse to je vlivalo novo energijo novim političnim organizacijam, ki so prevzemale pobudo tako za demokratizacijo, kot za suverenost Slovenije. Kot je dejala dr. Grisarjeva, so bili pomemben dejavnik tudi širše mednarodne razmere in vsi mednarodni dogodki, ki so nekako napovedovali konec komunizma, takrat se je govorilo o koncu komunizma, o razpadu imperijev, ki so napovedovali zmago demokracije, so prav gotovo imeli določen vpliv na politično klimo tudi v Sloveniji. Ampak bi pa želela poudariti, da slovenski projekt demokratizacije, še manj pa osamosvojitve, ni bil uvožen. Ni bil načrtovan in izpeljan s pomočjo tujine. Nasprotno, ključni mednarodni dejavniki so bili sicer zadovoljni z demokratizacijskimi procesi, nikakor pa ne z osamosvojitvenimi težnjami. Torej, mi smo bili v mednarodnem prostoru zelo osamljeni in na svojo stran smo zelo težko pridobivali pomembne mednarodne zaveznike. In zato je bila podpora Slovencev v tujini še toliko bolj pomembna. Jaz bi dejala, da je slovenski primer v mnogih pogledih sicer podoben nekaterim državam, ki so se takrat prav tako osvobajale iz komunizma. Ampak ima nekaj posebnosti. Jaz sem ugotovila, da je to recimo dejstvo, da so te novo nastajajoče politične elite, da je ta slovenska pomlad imela pri nas neprimerno večjo podporo nastajajoče demokratične javnosti, kot pa nove politične elite v večini drugih držav. Slovenska civilna družba je bila konec 80-ih let živa, pestra, razgibana, dejavna. Ni se na primer omejila samo na sindikalistično gibanje. Bila je kontinuirano dejavna, ne samo v nekaterih priložnostih. In poleg tega se je takrat zdelo, da je demokratična kultura v Sloveniji vendarle zelo visoka. Pomemben del nove politične javnosti je prišel iz kulturniških vrst, ki so tedaj uživale velik ugled. In ni čudno, da se je prav v tem krogu oblikoval osnutek ustave, ki je v javnosti veljal kot Demosova ustava. Takrat so nastajala nova omrežja, nova družbena gibanja, nevladne organizacije, neodvisni mediji. In konec koncev potem iz teh izšla tudi nova politična gibanja, ki so zahtevala spremembe. Ko je stara oblast uporabila represijo, kot je bilo to v primeru tako imenovane četverice, se je hitro oblikoval odbor za varstvo četverice, kasneje odbor za varstvo človekovih pravic, ki je prerasel v množično gibanje za zaščito človekovih pravic in pa seveda slovenskega jezika. Dr. Grisarjeva je že omenila Majniško deklaracijo, temeljno listino, ki predstavljata dva različna pola takratnega slovenskega političnega prizorišča. Majniška deklaracija, ki je bila prebrana 8. maja tukaj na temle trgu, pod nami na Kongresnem trgu, zahteva suvereno, demokratično Slovenijo, samostojno državo, politični pluralizem. Na drugi strani nastane kot odmev takratne politične nomenklature temeljna listina, ki pa še vedno pristaja na samoupravni socializem in pa na jugoslovanski politični okvir. Jaz bi morda zaključila to svojo kratko predstavitev z ugotovitvijo, da je
Demos v svojih glavnih namerah vendarle uspel. Torej imamo svojo državo. Kljub temu, da ga niso ustrezno obravnavali mediji, da ni imel ustrezne zaslombe v gospodarstvu, pa tudi ne v državni upravi in tudi ne v represivnih organih oblasti, razen v slovenski vojski in do neke mere v policiji. Za uspešno izpeljano tranzicijo oziroma bolj utrjeno, bolj popolno demokratizacijo mu je zmanjkalo tako časa, kot tudi politične moči. Proces uvedbe demokracije kot drugi od Demosovih ciljev je bil uresničen sicer v institucionalnem smislu za vzpostavitvijo temeljnih demokratičnih struktur. Istočasno je bil Demos ključni dejavnik pri oblikovanju nekega temeljnega, splošnega soglasja naroda o nujnosti osamosvojitve. In to se je izrazilo v visokem rezultatu, v odličnem rezultatu plebiscita 23. decembra 1990. Obenem je bil Demos ključni akter pri obrambi slovenske samostojnosti v vojni za Slovenijo in pri iskanju mednarodnega, pri pridobivanju mednarodnega priznanja samostojne Slovenije. Jaz pravim še enkrat, da so Demos predstavljali ljudje, ki so jih vendarle družili neki skupni cilji, interesi, vrednote in pričakovanja. V vodstvu te sicer precej raznolike, pluralne skupnosti z ohlapno organizacijo so bili nekateri pogumni posamezniki, ki so s svojim zgledom, držo, idejami držali to mavrico skupaj in vlekli voz naprej. Med njimi so bili voditelji Demosovih strank, pa tudi drugi. Kot je že dr. Bisarjeva dejala, anketa, ki sem jo izvedla med nosilci Demosove politike, je vendarle pokazala, da je bil dr. Jože Pučnik tista osrednja figura v Demosu in da je s svojo karizmo močno vplival na življenje in delo Demosa in s tem tudi na rojevanje samostojne in demokratične Slovenije. Danes, četrt stoletja po nastanku slovenske politične opozicije, Demos je država v hudi krizi. Ugotavljamo, da demokratični prehod ni bil uspešno izpeljan in niti dejstvo, da je Slovenija med tem postala članica Evropske unije, da je postala članica NATO, da je postala članica evroskupine, da je morala sprejeti mnogo demokratičnih pravil, ki bi utrdili vladavino prava, stabilnost, demokratičnost političnega sistema, učinkovitost, pravičnost delovanja pravosodnega sistema, da bi uravnotežili medijski sistem, vzpostavili konkurenčnost slovenskega gospodarstva in bančništva. Torej, ni kaj dosti pomagalo k dejstvu, da pač nam še vedno na nek način vladajo stari monopoli in bom zaključila z mislijo, da je morda pa vendarle že čas za novo slovensko pomlad. Hvala lepa avtorici, dr. Andreji Valič-Zver, za to zanimivo predstavitev. Kot je omenila, sta med nami profesor dr. Janko Prunk in profesor dr. Matjaž Klemenčič, ki sta pravzaprav vsak na svoj način spremljala nastanek te knjige, zato mogoče profesor Prunk, kakšna misel, kakšen komentar? Hvala lepa za besedo. Prisrčno pozdravljeni vsi spoštovani navzoči. Draga avtorica, omenili ste, da sem pač krivec za tole knjigo. Verjetno ne čisto izključena, pa kolikor sem čisto ponosen, ker delo je zelo dobro. Knjiga govori, danes nekako bom metaforičen, o slovenski pomladi in vreme zunaj praznuje to pomlad
In knjiga je napisana v pomladnem duhu. Knjiga je napisana o nekem zelo pomembnem slovenskem dogodku, rajši celo rečem dejanju, ki je izrazito slovenski, samostojno dejanje in je pravzaprav čudno, da ni večkrat že omenjeno v zgodovinski literaturi. To je prva znanstvena monografija, nekaj poskusov, bolj publicističnih ali esejističnih ali samo zbornikov dokumentov in en zbornik pred 13 leti ob razglasitvi neodvisnosti leta 2001 je šel tudi v Mariboru, tudi pod avtorstvom ali pod organizaciji kolege profesorja Friša, zbornik razprav, kjer smo sodelovali zgodovinarji, pravniki, sociologi, še neki novinarjev. No, tako da to je prva pravzaprav znanstvena monografija o dejanju, naredili smo ga sami, ki je po mojem okusu, kar se jaz na slovensko zgodovino spoznam, največje politično dejanje slovenskega naroda. Bom se ugradil, da rečem samo politično, ker jo bodo drugače kaj držali, kaj se še vse druga, seveda. To dejanje, da je pa lahko nastalo, so bili pa seveda potrebna razna socialni razvoj, gospodarski in naprej, ki ima pa dolgo predstavo, dolgo predzgodovino. Jaz zdaj ne bi ponavljal vsebine, kaj je v knjigi, ker sta jo obe govornici zelo natančno predstavili, samo par metodoloških pripomb bi še prispeval. Da je to veliko dejanje, je morda najbolj očitno iz govora prvega predsednika slovensko-demokratično izvoljenega parlamenta, profesorja Bučarja, ko je na prvi seji dejal, s konstituiranjem te skupščine z njenimi organi je na Slovenskem končana državljanska vojna. Če si to zamislite, ker mi kar naprej razpravljamo o državljanski vojni, je to ta njegova ocena, bi rekel, najbolj označuje to veličino tega Demosovega dejanja, Demosove zmage in potem seveda naprej, pa ni še vedel, kako se bo razvilo. In vsega potem tistega, kar je potem Demos dal. Zdaj bi dve metodološki opombi bi dal. Veste, knjiga je napisana znanstveno. To pa pomeni, za vsako zgodovinsko znanstveno delo sta dva elementa. Eno, kako je, na kakšni materialu je narejena, kako so vrednoteni viri, temu se reče heuristična plat zgodovinske raziskave, zgodovinskega dela. To vsak lahko vidi, to je narejeno na bogatem dokumentarnem gradivu, na časopisih, na arhivih, na raznih tiskanih virih tedaj in potem tudi seveda še z anketami, kar je zelo bogat material, temeljito so predstavljena dejstva. To je ta plat te zgodovinskega podjetja je seveda odlična. Druga plat pri vsakem zgodovinskem delu je interpretacija. Tu je pa svoboda velika, veste? Tu je svoboda velika, nikoli ne moreš reči, ta interpretacija je pa enkrat za vse znanstvena in edina prava. Mi imamo zgodovinska dejanja, če čete renesanse, tudi danes se še vedno najdejo veliki zagovorniki, drugi pravijo, da je tam vse sope, od tam vse narobe do liberalizma in vsega tega slabega, kar je danes. Kolegica Andreja je tu jasno pokazala, da pravzaprav, kar je čisto legitimno za vsako znanstveno interpretacijo, da simpatizira z tem dejanjem velikim, to se pravi z nastankom in akcijo Demosa. Tu ne more nihče nič očitati,
lahko simpatiziraš po neki stvari, lahko si zelo nasproten, veste, čisto ene popolnoma neutralne je ni, ker v vsaki interpretaciji je tudi človeška duša, človeška pamet, človeška orientacija, ker včasih celo rečem, hvala Bogu, da ni take čisto neke suhe, sredinske, ker bi bila neokusna, ne bi se jo dalo brati. Zdaj smo pa pri tisti tretji točki. Knjiga je napisana argumentirano, zelo jasno in tudi v enem lepem slovenskem jeziku in se bere, če moram reči, tako skoraj kot neko literarno delo v nekem problemu. Jaz sem zelo vesel, če sem malo tega zakrivil, ne bom nočem govoriti o tistem njenem trpljenju, da je ta knjiga prišla, da zagledala beli dan, da je kolegica postala doktorica. To je bilo zelo hudo, zbrati je morala zelo veliko poguma in vztrajnosti, samozavesti. Seveda, ona bo lahko rekla, to mi je hudo bremenilo, to verjamem, ampak knjiga je verjetno zato še več boljša, kot bi bila, če bi bil samo jaz krivec. Torej, malo je izboljšal, malo je krivec tudi moj kolega Klemenčič, ki je še opozarjal na neke dimenzije, tako da je to njeno trpljenje samo kvaliteti knjige, samo kvaliteti knjige pripomoglo. Veste, veliko dela nastane skozi en globinski razmislek, tudi skozi trpljenje in skozi neko zavestno opredelitev za neko stvar. Jaz bi tu rekel, to je prva znanstvena knjiga, nedvomno bo to dejanje še povzročalo nove interpretacije, nič se tega ne bojmo, če bojo to pošteno narejene, bojo biti samo še kakšne detaljčke dopolnjevale. Morda je tu notri ena stvar, ki jo bo potrebno napraviti, ampak kolegica Andreja je galantna, gospa in ni htela odrezati, ker tu je seveda v samem problem samega demosa, sama interakcija znotraj raznih demosovih subjektov, ni šla brez skladb po tem boleči stvari, ko bojo stvari malo dal, odmaknjene, se bo pa malo biti še to tudi kaj raziskovalo. Toliko bi jaz znal pripomniti, še enkrat, Andreja, prisrčne čestitke, pogledajte še, narava vas je blagoslovila z lepim sončkom. Hvala. Hvala lepa profesorju Prunku. Ja, tudi jaz bi se zahvalila. Mislim, da temu nekaj dodati, se pa zelo strinjam z vami. Bom še enkrat uporabila besede Marka Bloha, ki pravi, preteklost je danost, naše vedenje, naše znanje, naše poznavanje preteklosti pa je nekaj, kar se nenehno dopolnjuje, nenehno spreminja in v tem smislu je ta knjiga pravzaprav samo en kamenček v mozaiku nekega izjemno pomembnega dogajanja. Profesor Klemenčič, kako bi vi pospremili knjigo? Hvala lepa za besedo. Jaz bi tukaj predvsem se spominjal na to, kako je pravzaprav ta knjiga oziroma disertacija, potem je bilo treba zadevo še tudi nadaljevati, seveda jasno nastajala. Torej, prvi del ne bi o njem govoril, to ve profesor Prunk, boljše od mene. Potem smo pa pač dobili tisto, kar smo dobili, politološko disertacijo na FDV-ju, ki je bilo potem potrebno malo spremeniti, zato da je bila potem pač primerna za zgodovinarje. Mislim, da sem pri tem kar nekaj pripomogel, tako rekoč. Precej se spominjam tega, kako sva sedela na najrazličnejših krajih v Mariboru in v Ljubljani in zadevo prebirala, jo nekako pilila in tako naprej. Pa vendarle mislim, da tukaj gre za delo, ki prikazuje pogled
pogled na demos, tukaj bi se popolnoma strinjal z profesorjem Brunkom o tem, da pravzaprav bodo še drugi nadaljevali s tem najrazličnejšimi pogledi. Moram reči, da sem tudi sam nekoč pred kakimi leta 2005 izdal eno knjigo Former Jugoslavia, The Worst Peoples, v katerem prikazujem svoje poglede na to osamosvajanje Slovenije na enih 80 straneh v angleškem jeziku, v knjigi, ki je šla pač pri ABC Clio v Santa Barbari, Denverju in tako naprej. Torej, zdaj tukaj bi pa vendarle še poudaril nekaj. Namreč, midva sva se pogovarjala o tem, da je potrebno, da bi bilo lepo, mislim, da bi bilo to zelo lepo, če bi se odzvali tudi tako imenovana leva provenienca na poziv na intervju, ki ste ga pač dali jim to možnost. In mislim, da bi v tem primeru morda se določene stvari lahko tudi pojasnevale na drugačen način, njihov pogled na to bi bil viden, zadeva bi potem postala morda torej objektivnejša, čeprav je jasno, da je zadeva iz stališča dejstev dovolj objektivna že sedaj, ne. Ampak vendarle to bi bilo zelo koristno, če bi torej takratni voditelji iz tako imenovane stare opcije, ali kakorkoli jim že rečemo, pri tem sodelovali. Torej, sam sem vam takrat tudi svetoval, da zapišete noter, da ste jih povabili, vendar se niso k temu odzvali, kar je seveda, mislim, da škoduje bolj tistemu, kot pa komorkoli drugemu, ne, ker nekoč pred leti, ne, so nam kot znanstvenom prepovedovali udeležbe na določenih zborovanjih v Združenih državah Amerike zaradi tega, ker so pač bili tam nekateri drugi, s katerim se takratna vlada ni strinjala, ne. In na ta način mislim, da so škodovali sami sebi, oziroma dejstvo je, da je vedno treba imeti dialog. Dialog je tisto, kar seveda pripelje do novih rezultatov in tukaj bi bilo to, tudi v tem primeru, kot ste ga vi zdaj izpostavili, bi to bilo koristno. Zdaj, jaz bi vendarle poudaril tole, ne. To je moj pogled, mogoče spet na zadeve, ampak vendarle si ne morem kaj, da ne bi tega tudi povedal. Namreč, osamosvajanje Slovenije je proces, zelo dolg proces, lahko rečemo, do leta 1990 si nihče v celem svetu pravzaprav ni predstavljal tega, da bi Slovenija lahko živela kot samostojna slovenska država, z izjemo morda Cirila Žebota in še nekaj ljudi, ki bi jih lahko pač naštevali na prste ene roke, ne. To je dejstvo, ki ga moramo tudi upoštevati pri tem, ko govorimo o tem, kako pravzaprav je prihajalo do te ideje o samostojni Sloveniji. Jaz bi tukaj po drugi strani vendarle rekel to, s tem se tudi strinjala z Andrejo Valič-Zver, da pravzaprav je osamosvajanje Slovenije bil dolg proces od 1989 leta naprej, pa vendarle tukaj ni šlo v določeni fazi za nasprotovanje tudi s strani tako imenovane tako imenovane
opozicije Demosu. Ne. Pri tem je to eno dejstvo. Medtem ko seveda jasno je, da pač sprememba sistema in tako naprej je pač bila seveda nasprotovana s strani same takratne oblasti, vendar pa jo je dopustila. Ne? Mislim, to pa je tudi ena od dejstev, seveda zaškipajočih in zubmi in tako dalje in tako naprej, ampak vendar jo je dopustila. Ne? Pri tem seveda bi se jaz tukaj le ustavil svoje razmišljanje, še to bi rekel, da pravzaprav prepričevanje mednarodne javnosti bilo pa zelo, zelo težko. Ne? Tudi o tem sem sam kar nekaj pisal, tudi torej v okviru projekta Scholars Initiative profesora Ingra iz Purdue University, tako da tukaj smo potrdili to, kar je pravzaprav bila že tudi teza kolegice Valič Zverove, namreč, da pravzaprav nismo bili dobrodošli za svojim projektom osamosvajanja Slovenije. To kritiko tega mi je tudi sam James Baker, takratni državni sekretar, še tudi leta, mislim, da pred 10 leti, ko sem ga intervjuval, tudi povedal še enkrat. Ne? To se pravi, zakaj ste šli samostojno, zakaj ste šli takoj, ne da bi kogarkoli vprašali, kaj želite. Ne? Jaz sem samo intervjuval gospoda državnega sekretarja, bivšega, ne? In pri tem nisem mu ugovarjal, seveda, ampak druge opcije kot iti samostojno pa ni bilo takrat, ne? Vendarle. Dobro, hvala lepa. Hvala za besedo. Jaz bi rekel neko čisto univerzalno stvar, na vsaki knjigi, ki gre na pot, je potrebno želeti bralcev, da se knjiga odpre in da govori javnosti. Ta knjiga je mogoče še toliko bolj pomembna, ker bi rekel brez pretiravanja, da gre za najbolj aktualno in tudi najbolj usodno čtivo v državi. Namreč, ponujem samo en stavek razmislek. Stvari, ki smo jih takrat v tistih kratkih letih, ko se je slovenski čas zgostil do neprepoznavnosti, dosegli. Smo dosegli, tako se zdaj zdi, v bistvu za vedno. Se pravi slovensko državo in to. So bile pa nekatere stvari, ki jih takrat smo si jih zadali v Demos, oziroma si jih je Demos zadal, o tem ta knjiga govori, demokratizacija države in osvoboditev Slovenije, trajno osvoboditev. Zdaj pa seveda zelo usodno vprašanje, ki ga ta knjiga sproža in s čimer trka na slovensko aktualnost, je pa to, glede na 25 let, ki je od teh dogodkov in da se še vedno vrtimo in vrtimo in vrtimo v krogu in da se nam zdi, da se ta krog vedno bolj zapira. Ali smo te stvari, ki bi jih mogli takrat kot osamosvojitev storiti, napraviti, uveljaviti za vedno, morda za vedno zamudili. In to je usodnost knjige. Tako da moramo biti prijazni na koncu in temu velikemu delu, bi rekel, želeti veliko bralcev, ker si jih zasluži. Hvala. Hvala lepa.